kako apostoli po prekušti Velikého Petka. Kristus pa vstopa i se približuje tolikim današnjim Tomážem, da bi ih prepričal o svojej zmagi nad smrťu, o svojej ljubezni, ki prináša mír, o zveličavni moči odrešenia in o milosti. Biti moramo pripraveni, sprejeti ga, da bi okusili, kako je Gospod dober. Dragi prijatelji, ko vas oblegajo skušnjave, da bi se zaprli vaše, ker vas življenje zasipa skrbami ali vas včasih celo straši, se spomnite, da vstali Jezus trka na vrata vašega srca in čaka, da mu odprete. Če ga sprejmete, reče vsakemu, mir s teboj, sprejmite ga, odprite mu, ne bojte se. Dragi mladi, ozrite se na Marijo. Ona je odličen zgled poguma in upanja, ki ga ima kdor veruje v Božjo besedo in jo sprejme v svoje življenje. Kakor Marija, tudi vi zaupajte v Gospoda. Če se boste naslonili nanj, ne boste razočarani. Vaše drugo vprašanje je, kako moramo graditi crkev. Tu nam pride na pomoč odlomek iz 1. Petrovega pisma, ki smo ga poslušali na začetku. Sveti Peter pravi, da je Kristus živi kamen. Pravom daje življenje svojim svetim duhom, tako da vsi, ki ga spremljajo, tudi sami postanejo živi kamni, graditelji duhovne stavbe. Ko se apostol obrača na prve kristjane, jih spominja na ta čudoviti in skrivnostni poklic. Vi pa ste uzvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, določeno za Božjo last, da bi oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme svojo čudovito svetlobo. Dragi mladi, potrudite se, da boste crkev. Zato s pomočjo bogoslužja, kateheze in bratskega življenja v skupnosti vedno bolj vstopajte v občestvo z Jezusom. Znova odkrijte krst kot resničnost, ki je nenehno dejavna v vsakem trenutku vašega življenja. Poglabljajte svojo pripadnost Kristusu
pomocą zagramentów, sprawy i Eucharystię. Budite ponosni, da ste ponosni, budite ponosni, da ste del cerkve. Wczuйте se w njeno veliko poslanstvo. Sodelujte ponižno in velikodušno v življenju župnije, raznih združenj in apostolskih gibanj, ki jim pripadate. Potrudite se, da bodo v njih rasli bratski odnosi i misionarska zavzetost in se vam bodo lahko pridružili še mnogi vaši vrstniki. Tako boste iz svojih skupnosti naredili kraj prizadevanja za mir in edinost, kjer se bo gradila prihodnost znamenju solidarnosti, ki bo prid tudi vsemu vašemu narodu. Vaše tretie vprašanie govorí o zahtevi po povezanosti med verou i življenjem. Ta zahteva je bolj kot kdajkoli pereča v našich dneh in je vám mladim upravičeno pri srcu. Vera, dragi prijatelji, je službi življenja. Da bi to bilo polno, resnično in večno. Polno, resnično in večno. Zakramenti, bogoslužje, katecheza, vse teži k temu. Kdor veruje v Kristusa in hodi za njim, napolnjuje z njegovim duhom vse svoje bivanje in prispeva cerkveni skupnosti in družbi svoj odgovoren i ustvarjalen delež. Gotovo so tudi kristjani izpostavljeni individualistični in potroški veselnosti, ki jo širijo sredstva množičnega obveščanja z varljivimi prividi sreče in z lažnimi vzori samo urešničevanja.